Hej, moje ime je Jan in danes si bomo skupaj pogledali skupino zelo koristnih orodij analize kaj če. Najprej si bomo ogledali orodje iskanje cilja, nato upravljanje scenarijev in nato podatkovno tabelo. Vsa ta tri orodja delajo dokaj različne stvari, zato se kar vržimo v prvo, to je iskanje cilja. Kdaj uporabimo iskanje cilja? Iskanje cilja bi bilo koristno takrat, ko vemo, kaj želimo dobiti iz nekega izračuna, ne vemo pa, kakšen input moramo dati, kakšna je začetna vrednost, to nas zanima. Imamo tri neka polja. Prvo polje je število izdelkov, ki jih recimo mi prodajamo. Drugo je prodajna cena tega izdelka, enega. Tretje polje pa je zaslužek. Torej, kako izračunamo zaslužek? Zaslužek je seveda prodajna cena krat število izdelkov. Torej, postavimo se v celico C8 in napišemo je enako C6, torej prodajna cena, krat C4, število izdelkov. Trenutno nimamo upisano nič pod število izdelkov. Dajmo napisati notri recimo 4. In kaj nam bo tale analiza kaj če oziroma iskanje cilja pomagalo, je pri tem, ko mi vemo, da želimo recimo zaslužiti 500 evrov, ne vemo pa, koliko izdelkov moramo prodati, da bi do teh 500 evrov prišli. Torej, vemo končni rezultat, ne vemo pa inputa. Torej, končni rezultat je ta naša formula. Zdaj, lahko bi tukaj spreminjali tale input, dokler ne bi prišli do 500 evrov, vendar to orodje to naredi veliko hitreje in veliko bolj natančno. Čisto vseeno je, kje smo postavljeni, ker bomo dobili pogovorno okno, kasneje, ki nas bo spraševalo po teh določenih celicah. Tako da ni važno, kje smo. Gremo samo z miško na zavihek podatki in nato v skupini predvidevanje in nato izberemo gumb analiza kaj če. Kdo bi vedel, zakaj je v narekovajih? Kliknemo nanj in vidimo, da se nam odprejo tri različne možnosti. Prva je upravitelj scenarijev, to si bomo pogledali malenkost kasneje. Iskanje cilja, ki trenutno zanima nas. Tretja možnost pa je podatkovna tabela. Pa zdaj izberemo iskanje cilja. Mi zdaj želimo vrednost tele celice nastaviti na 500. Katero celico pa naj spreminja Excel? Naj spreminja tole. C4. Torej, povečuje ali zmanjšuje število izdelkov tako dolgo, dokler ne bom prišel do zaslužka 500 evrov. Kliknemo v tole prvo polje, v tole puščico, da izberemo celico C8. Spet kliknemo tole puščico, da lahko bi tudi tukaj notri vse zbrisali in tako kliknili na celico, čisto vseeno je. Nastavi na, kot vidimo tukaj ne moremo izbrati sklica na neko zunanjo celico, vendar moramo tukaj določiti številsko vrednost. In mi želimo tale naš zaslužek nastaviti na 500 evrov. S spreminjanjem katere celice, katero celico bomo spreminjali, tole C4. In pritisnemo v redu. Zdaj bo Excel naredil neke kalkulacije, kako dolgo bo to trajalo, je odvisno od vašega računalnika. In že vidimo rezultat, da moramo prodati 182 izdelkov, da bomo dosegli zaslužek vsaj 500 evrov. Zdaj, če kliknemo v redu, bo Excel te vrednosti obdržal. Torej, notri ne bo ostala tista štirka od prej. Zdaj, če to želimo, kliknemo v redu. Če želimo samo videti ta naš rezultat, vendar želimo izvorne vrednosti, pa pritisnemo gumb prekliči. Dajmo zdaj klikniti v redu. Pa spremenimo vrednost C4 na recimo 100. Zdaj seveda nimam 500 evrov tukaj. Lahko bi pa se vprašali tudi, recimo, če vemo, da v dnevu lahko prodamo samo 100 izdelkov, kakšno ceno jim moram določiti, da bom zaslužil 500 evrov. Načeloma je vseeno, kjer smo postavljeni, vendar mogoče je lažje, da ne rabimo še enega koraka delati, da se postavimo v tisto vrednost, ki jo želimo nastaviti vrednost kot nekaj. Torej v C8. Gremo na zavihek podatki, skupina predvidevanje, analiza kaj če, iskanje cilja in vidimo vrednost C8 nastavi na, kot smo rekli, 500 evrov, s spremenjenjem katere celice, zdaj pa ne bomo spreminjali tole število izdelkov, ampak prodajno ceno, ker nas zanima, kakšno ceno moramo imeti, da bomo dosegli 500 evrov. Dajemo v redu, zelo hitro dobimo rezultat, da moramo prodati izdelke po 5 evrov na izdelek. Pa dajmo tokrat klikniti
prekliči. Ta primer je zdaj bil zelo enostaven, načeloma iskanje cilja je enostavno, vendar se ti izračuni v naših datotekah lahko zelo zakomplicirajo z večjimi formulami, procenti, kaj jaz vem, kaj vse še. Pa si oglejmo malenkost težji primer tukaj spodaj, kjer imamo število izdelkov, ceno tega našega izdelka in pa izračunan prihodek. Kako izračunamo tale naš zaslužek? Seveda enako kot prej. Vzamemo število izdelkov in jih pomnožimo s ceno. Tukaj spodaj pa imamo še neke druge stroške, recimo tukaj so ostali stroški, ne vem, stroški elektrike, vode, najemnine za prostor. Zraven pa imamo tudi še najemnino stroja. Torej imamo nek poslovni obrat, nek stroj, ki nam te izdelke štanca, vsak mesec ga moramo plačati posebej. Pa izračunamo še zdaj skupaj tele naše stroške. Je enako ostali stroški plus najem stroja. Tukaj spodaj pa se nam je izračunala tudi z formula cena na izdelek in sicer lastna cena našega izdelka, koliko nas stane, da naredimo en izdelek. V vsakem primeru, če naredimo en izdelek ali pa 20.000 izdelkov, bomo imeli neke fiksne stroške. Recimo, dajmo spremeniti število izdelkov na 1. Tale en izdelek bo nosil čisto vse stroške od tukaj zgoraj. Če imamo 2 izdelka, se bo ta cena na izdelek prepolovila. Temu v ekonomiji rečemo ekonomije obsega. Kako izračunamo naš poslovni izid? Je enako prihodki minus, načeloma odhodki, ampak dajmo skupaj stroški. Zdaj trenutno smo v minusu, dajmo hitro z analizo, kaj če izračunati, koliko izdelkov moramo prodati, da nismo v izgubi. Kje je ta točka? Takrat, ko so prihodki enaki temle našim stroškom. Postavimo se na poslovni izid, analiza kaj če, iskanje cilja in pa vrednost celice telega poslovnega izida nastavimo na koliko, če so prihodki enaki stroškom, bo poslovni izid točno nič. S spreminjanjem katere celice smo rekli, število izdelkov nas zanima, koliko moramo narediti. Pritisnemo v redu in dobimo dokaj hitro rezultat, da moramo naštancati vsaj 10.600 izdelkov, da se nam bo proizvodnja sploh splačala. Enako kot prej bi lahko izračunali, kakšno ceno moramo za te naše izdelke postaviti. Enako bi lahko izračunali, kakšno ceno stroja bi si lahko privoščili, ko recimo nakupujemo novega. Zdaj pa vam pride šef in vam reče, kaj si zmešan, ceno na izdelek imamo ja enako kot našo prodajno ceno, 2,50 €, ne more biti oboje enako, kaj pravzaprav delamo. In vam da za nalogo, da izračunate, koliko izdelkov moramo prodati oziroma naštancati, da bomo imeli ceno na izdelek 0,5 €. Torej, lastna cena izdelka bo 0,5 €. Več jih bomo naštancali, nižja bo cena na izdelek. Ne? Poskusite to sami narediti, pauzirajte video. Ste? Ok, dajmo zdaj skupaj, če vam ni šlo slučajno. Gremo na zavihek podatki, analiza kaj če, iskanje cilja. Tokrat pa bomo vrednost celice nastavili na celico C24. Torej, cena na izdelek naj bo 0,5. S spreminjanjem katere celice? Tele, števila izdelkov. Če ste opazili, ni nujno, da to našo analizo, kaj če iskanje cilja, vežemo na nek končni rezultat, kot je recimo v tem primeru poslovni izid. Lahko tudi vežemo na nek vmesni izračun tukaj, na ceno na izdelek. Seveda bomo dobili iz tega tudi poslovni izid, ne? Pa potrdimo z v redu. In Excel nam bo izračunal, da moramo naštancati vsaj 92.975 izdelkov, da dosežemo ceno na izdelek 0,5 €. In pri tem kar dobro zaslužimo. In pa gremo na drug delovni list, upravljanje scenarijev. Tudi tukaj si bomo najprej pogledali dokaj enostaven primer, zato da nam je jasen koncept, potem pa gremo na malenkost težjega. Tukaj imamo seznam nekih izdelkov iz trgovine, mleko, moka, študentska hrana, to so tisti oreščki, kruh, čokolada, jogurt in pa ob njih različne cene. Dajmo najprej izračunati tale rezultat skupaj, zelo easy, gremo na zavihek osnovno in samo izberemo samodejna vsota v skupini urejanje. Potrdimo z Enter. Kaj pa, če bi mi želeli primerjati različne cene po različnih trgovinah? Zdaj rekli boste, zakaj pa preprosto tukaj v naslove stolpcev ne vpišemo ime trgovine tukaj in samo vpišemo cene in bo bolj enostavno? Ja, to bi šlo, ampak upravljanje scenarijev se uporablja takrat, ko ali nimamo mogoče tukaj prostora, da bi vpisovali te neke podatke, ali pa še bolj pomembno,
da jih ne smemo, recimo, ko se dela kakšna poročila ali karkoli. Torej, ko nam datoteka ali šef ne dopušča, da bi tukaj zraven pisovali te različne cene, je upravljanje scenarijev popolno za nas. Gremo spet na zavihek podatki, skupina predvidevanja, analiza kaj če in tokrat kliknemo upravitelj scenarijev. Zdaj, ko se nam prvič prikaže to pogovorno okno upravitelj scenarijev, bomo morali seveda nek scenarij dodati, ker do zdaj še nimamo nobenega. Zato kliknemo na gumb Dodaj. Prvo polje, ki ga moramo izpolniti, je ime scenarija. V tem primeru je to ime vsakega stolpca, ki bi jih napisali zraven. Recimo ime posamezne trgovine. Ampak zato, da me ne bo slučajno kakšna trgovina tožila, bomo uporabili trgovina 1. Drugo polje, ki nas zanima, so celice, ki se spreminjajo. To bodo v našem primeru vse tele celice s cenami. Te se bodo spreminjale med različnimi trgovinami. Pa ker pobrišimo vse, kar je notri v oknu in pa izberemo s klikom. Zdaj, tretje polje pripomba, tukaj bi lahko napisali karkoli želimo. Recimo cene teh izdelkov so bile zavedene na ta pa ta datum. Karkoli želimo. In pritisnemo v redu. Zdaj vidimo nekaj čudnega. Nekatera polja imajo tukaj zraven ime, kruh, čokolada, in pa če se odpeljemo malo bolj navzdol jogurt, nekatera polja pa teh imen nimajo. Zdaj, zakaj je temu tako? Dajmo klikniti za zdaj prekliči in še enkrat zapri in si oglejmo recimo polje kruh. Kot vidimo, ima polje kruh določeno ime celice kruh. Namreč tale upravitelj scenarijev ne gleda tehle polj tukaj zraven, torej iz njih ne more potegniti nobenega imena tega polja, zato mu ime določimo mi. Torej namesto celica C4 naj tukaj piše mleko. Torej celici bomo določili ime. Če tega še ne znate, imam video zgoraj narejen za to. Določimo ime tudi tele moki, moka in pa študentska hrana. Pozor, mora biti samo ena beseda, torej vmes naj bo podčrtaj. Zdaj kruh, čokolada in pa jogurt sem pa določil že jaz. Spet analiza kaj če, upravitelj scenarijev, dodaj, napišimo trgovina, celice, ki se spreminjajo, bodo tele, v redu. In zdaj imamo točno izpisano, katero polje je katero. Drugače se je zelo težko znajti in moraš potem gledati sem in tja, katero polje je katero. Še večji halo pri tem pa je, da če se odpeljemo navzdol, vidimo nekaj zanimivega. Tukaj namreč imamo 1, 2, 3, 4, 5 polj. Če se pa odpeljemo dol, še vedno piše tukaj 1, 2, 3, 4, 5. Po vsej logiki bi moralo tukaj zdaj pisati 2 in tukaj 6. Torej pri tem bodite zelo pozorni. Prvič, tega polja ni mogoče razširiti, torej ne moremo videti vsa polja hkrati. Druga finta je, da se tukaj imena celic ne bodo prikazala kot mleko, ampak kot C4. Tretja finta pa je, da bo tukaj vedno pisalo 1, 2, 3, 4, 5. Zdaj za trgovino 1 smo te podatke že vnesli, zato nam načeloma to ustreza. Zdaj kaj klikniti? Dodaj ali v redu? Zdaj, če kliknemo v redu, se bomo vrnili na prejšnje pogovorno okno, kjer smo prvič kliknili dodaj. Zdaj, ker imamo vnešen samo en scenarij, to nima smisla, da bi že zdaj delali nek povzetek, dajmo vnesti še enega. Pa kliknemo dodaj. Odpre se nam spet pogovorno okno za vnos novega scenarija. Ime dajmo trgovina 2. Celice, ki se spreminjajo, so še vedno ostale enake, ni nam treba nič spreminjati. Kliknemo v redu. Zdaj bomo pa te cene spremenili. Spremenite jih na karkoli želite. Jaz bom spremenil samo kakšno tu in tam. Zdaj, ker bomo dodajali še en scenarij, bi bilo mogoče bolj smiselno, da kliknemo dodaj, ampak zato, da vidimo, kaj se zgodi, dajmo klikniti v redu. Nič ni narobe, če kliknemo katerokoli od tega. Vedno lahko gremo nazaj ali dodamo še nov scenarij iz drugega okna. Pritisnemo v redu, vidimo, da imamo tukaj vpisano trgovina 2. Tukaj imamo vpisano trgovina. Mogoče bi imel trgovina 1. Kako zdaj to uredim? Zelo simpel, samo kliknem urejanje. In lahko tukaj zraven dodam trgovina 1. V redu in imam popravljeno. Zdaj, kako od tukaj dodam še en scenarij, enako kot prej. Kliknem na gumb dodaj. Trgovina 3. Celice, ki se spreminjajo, so enake. V redu, pa tudi tukaj spremenite, tako kot vam paše. Na koncu samo kliknite gumb v redu. Tako imamo prikazane različne te naše scenarije z različnimi cenami. Če želimo kakšen scenarij izbrisati, ga samo označimo in kliknemo izbriši. Zelo zanimiva funkcionalnost, ki jo ta upravitelj scenarijev ponuja, je, da izberemo nek
scenarij. Zdaj trenutno imamo tukaj prikazanega prvega, zato izberemo enega drugega, recimo številko 2, in pa kliknemo na gumb Pokaži. Vidimo, da se nam tukaj notri vnesejo čisto vse spremenljivke, ki smo jih tam spremenili. Alternativno, namesto da tukaj kliknemo Pokaži, lahko tudi na posamezen scenarij kliknemo z dvoklikom. Zdaj to je super, ampak nič kaj dosti nam ne koristi, mi bi radi imeli skupaj kot neko tabelo to, torej kot nek povzetek. In kdo bi si mislil, tukaj je gumb Povzetek. Pa kliknimo nanj. Zdaj prikaže se pogovorno okno, ki nas sprašuje najprej, kakšno vrsto poročila želimo, ali povzetek scenarija, ali scenarij poročila vrtilne tabele. Dajmo izbrati samo povzetek scenarija. Naslednja zelo pomembna zadeva pa je tale naša celica z rezultati. Iz teh naših podatkov, katero celico želimo spodaj imeti kot rezultat. Zdaj tokrat imamo rezultat samo eden, to je seštevek teh vseh zgornjih. Če bi pa imeli več izračunov, kot smo imeli prej pri tistem štancanju strojev, bi pa izbrali lahko tudi kakšno drugo celico. To si bomo pogledali malo kasneje. Pa potrdimo z v redu, da vidimo, kaj ta upravitelj scenarijev sploh dela. In dobili smo neko malenkost čudno zadevo. Dobili smo neko vijolično tabelo, kjer imamo v prvem stolpcu naše trenutne vrednosti, ki jih imamo tukaj na zavihku upravljanje scenarijev. Ta prve vrednosti so enake v bistvu trgovini 1, tako da načeloma bi ta stolpec lahko skrili. Bolj zanimivo pa je, da nam tale upravitelj scenarijev omogoča direktno primerjavo teh naših različnih možnosti oziroma scenarijev in pa potem tudi tukaj spodaj celico z posameznimi rezultati, torej z seštevki. Kako je prišel do teh seštevkov? Uporabil je formulo, ki smo jo mi napisali tukaj notri. Vidimo pa tukaj pri celici z rezultati neko čudno vrednost C10. To se nanaša na tole vrstico skupaj. Zdaj, tejle celici nismo določili imena, še vedno je C10, v bistvu pa je skupaj. Če tem vsem celicam ne bi določili lastnega imena, jogurt, čokolada in tako, bi tudi tukaj pisali takšni sklici C6 in tako dalje. Zato je vedno pametno si te naše celice poimenovati, če vemo, da bomo delali nekaj takšnega. Nič pa nas ne ustavi, da vsebino tukaj prepišemo, pa gremo nazaj na upravljanje scenarijev in se postavimo malo bolj navzdol in poskusite sami tokrat rešiti tole našo nalogo. Namreč, enako kot prej, štancamo te naše izdelke z različnimi stroji. Zdaj bomo ga sicer šele komaj kupili in sicer izbiramo med 3 različnimi. Ta prvi stroj naštanca 10.000 izdelkov, najem tega stroja pa nastane 7.000. Ta drugi stroj naštanca 15.000 izdelkov, najem pa nastane malo več, 15.000. Stroj 3 je najdražji in sicer 25.000 evrov, vendar tudi izdela največ izdelkov, 20.000, kateri se nam najbolj splača. Zdaj lahko bi te različne vrednosti vpisovali notri, ampak a ni boljše šefu pokazati takšno le tabelo, kot smo jo prej imeli? Seveda je. Torej gremo na zavihek podatki, skupina predvidevanja, analiza kaj če, upravitelj scenarijev, pa vidimo, da imamo scenarije v bistvu še od prej. Pa dajmo tokrat povaditi malo brisanje, ker kliknemo izbriši na vse. Pa dodajmo nov scenarij. Ime scenarija naj bo stroj 1. Zdaj, katere so pa tiste celice, ki se spreminjajo? Spreminjali bomo število izdelkov, ki jih lahko ta stroj naredi, in pa najem tega le stroja, torej ta celica in ta celica. Torej vidimo, da ni nujno, da se te celice, ki se spreminjajo, da so v nekem povezanem obsegu. Kliknemo v to polje in zbrišemo vse, kar je notri. Kliknemo na ta prvo celico, držimo Ctrl in pa označimo tudi tale naš najem stroja. Zdaj, če bi želeli dodati več različnih spremenljivk, bi lahko dodali še recimo spremenljivko za ostale stroške in podobno. Ampak dajmo izbrati v redu. In pa, kot vidimo, imamo tudi tukaj, nimamo sklica, ampak imamo napisano število izdelkov, zato ker sem že prej poimenoval te celice. Hvala, Jan. Število izdelkov prvega stroja, ki jih lahko ta stroj naredi, je torej 10.000. Koliko pa nastane ta najem stroja? 7.000. Pa dajte zdaj vi dokončati še vnos teh drugih 2 strojev. Tako vpisane imamo vse 3 stroje, še vedno lahko čisto vsakega pogledamo, vendar nas zanima tale gumb
povzetek. Naše vprašanje je, kaj želimo potem na koncu sploh primerjati. Še vedno nam vleče tukaj celico od tukaj zgoraj, dajmo pobrisati vse, kar je notri. Ni nujno, da imamo samo eno celico z rezultati spodaj, torej lahko pogledamo recimo zaslužek, vendar kaj pa če nas zanima tudi, kakšno imamo ceno na izdelek pri posameznih različnih strojih. Torej držimo samo Ctrl in pa z miško kliknemo na ceno na izdelek. Potrdimo z v redu. In pa v povzetku tega našega scenarija vidimo zelo lepo primerjavo teh naših različnih strojev. In tako se lahko malenkost lažje odločimo, kaj kupiti. Zdaj, ena izmed pomanjkljivosti teh naših scenarijev je, da če mi tukaj v originalnih podatkih karkoli spremenimo, se tukaj ne bo nič odražalo. Vsakeč, ko želimo narediti kakšno spremembo, moramo tale upravitelj scenarijev ponovno zagnati in ponovno narediti povzetek. Klasičen primer te naloge pri preizkusih znanja iz Excela je, da primerjate različne kredite med seboj. Zdaj jaz vas ne bom ubijal s tem, ker še nismo pri finančnih funkcijah, zato gremo na naslednjo temo, to je podatkovna tabela. Zdaj, kdaj bi pa uporabili podatkovno tabelo? Podatkovno tabelo uporabimo takrat, ko želimo spreminjati dve različni spremenljivki hkrati in videti čisto vse rezultate, kako bodo te spremenljivke odražale se v tejle neki naši funkciji. Torej, tukaj imamo spet ceno in pa količino, ki sta seveda pomnoženi, da dobimo neko vrednost skupaj, vendar tukaj pa imamo eno zanimivost. Popust. Tale popust je sestavljen iz dokaj kompleksne ugnezdene funkcije if, ki je odvisna od količine izdelkov. Torej, več kot kupimo, večji popust imamo seveda, ne? Trenutno imamo tukaj notri 30, če kupimo 35 izdelkov, dobimo 10% popust, 20 izdelkov dobimo samo 5, manj kot 10 izdelkov pa dobimo seveda nič. In vse te tri vrednosti pa skupaj kombinirajo v eno zelo preprosto funkcijo in sicer tale celica je pomnožena s tole, na to dvoje pa je dan še potem popust, ki je seveda odvisen od količine. Tako da ni tako zelo preprosto. Kaj pa mi želimo dobiti je takšno eno tabelico, kjer so tukaj zgoraj napisane količine, tukaj spodaj pa cene. Kako to mislim? Poglejmo. Torej, tukaj začnimo z recimo vrednostjo 15. Naslednja vrednost dajmo z korakom 5 je 20. Označimo obe in pa lahko nadaljujemo ta korak po 5 do recimo 40 izdelkov. Kaj pa tu spodaj želimo? Tu spodaj pa želimo različne cene teh naših izdelkov. Recimo začnimo pri 60, naslednja bo 65. Pa gremo navzdol vse do 75. Tukaj spodaj pa jaz želim videti, koliko bo tale naša skupna vsota. Zdaj rekli boste, ja, simpel, tale krat tale dobiš tole. Ja, ni tako preprosto. Namreč tale naš popust je odvisen od količine. Kako bi torej to izračunali drugače? Vsako celico bi morali posebej študirati in gruntati. Tukaj lahko uporabimo to našo podatkovno tabelo. Ti podatki morajo biti locirani na zelo specifičen način. In sicer tale končna vrednost z tem našim izračunom formule mora biti v skrajno levem kotu te naše tabele. Tabela bo torej od tukaj do tukaj. Tele zgornje stvari tukaj zgoraj, tele zgornje količine tukaj so tehnično gledano sicer po moji logiki stolpci, ne? Ampak pri podatkovni tabeli se imenujejo tele vrednosti kot vrstica. Tele vrednosti v ceni pa stolpec. In da se te podatkovne tabele lotimo, označimo vse od prve celice, torej B7, pa do zadnje v H11. Torej, da imamo takšno kot eno oblikovano tabelo. In gremo na zavihke podatki, predvidevanje, analiza kaj če in pa podatkovna tabela. Zdaj, zakaj je pomembno, da sem razložil kaj je kaj? Zaradi tega pogovornega okna, ki nas sprašuje, kaj je vhodna celica vrstice. Vrstica je, kot smo rekli, tale količina. Zato kliknemo na količino. Kaj pa je vhodna celica stolpca? Stolpec je ta naša cena, torej tukaj. Torej, Excel bo gledal, kako se spreminjajo vrednosti v temle stolpcu, jih bo tukaj notri dal in bo izračunal naš rezultat. Enako bo naredil tudi z količino.
pri tem, da bo upošteval še popust. Pa potrdimo z v redu in dobimo pravilne rezultate. Zdaj lahko si izračunate s kalkulatorjem čisto vsakega, če vam je. Vidimo, da je Excel upošteval to našo kompleksno formulo. Da si boste pa ta 3 orodja zelo dobro zapomnili, pa sem pripravil še en delovni list za utrjevanje, in sicer za iskanje cilja, upravitelj scenarijev in pa podatkovno tabelo. Te naloge pa rešite sami. Če pa boste imeli kakšen problem, pa kar napišite v komentar, da bomo skupaj pokomentirali. To je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v videu. V naslednjem videu pa si bomo gledali, kako uporabljamo makroje. Makre? Kdo bi vedel?